no puede caminar, porque no tiene, porque no salta, a los patitos de atrás. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque no salta, a los patitos de atrás. Ya murió la cucaracha, ya la levantera, entripando sus bidones, de oreto de sacristán. Ya murió la cucaracha, ya la levantera, entripando sus bidones, de oreto de sacristán. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha. Tega našega kosca, ki ga bomo še malo pa ga bomo slekli in postal tukaj za vse večne čase. Upajmo, da ne bo ga zob rjavine načel in da bo pač simbol tega našega poslovanja kosec ostal en čas tu in da bomo ponosni na njega. Med nami izredno lepo pozdravljam vse te naše goste, ki so. Še posebej smo ponosni, da je danes z nami podpredsednik Evropskega združenja iz Makedonije, gospod Cicimov. Predsednik Slovenskega združenja, gospod Andrej Kvasinc. Predstavnik Hrvaškega združenja iz Ključa, Božo Novak. Prav lepo pozdravljeni marjači, ki so popestrili današnje dogajanje malo s kulturnim programom. Čeprav je mrzlo, bomo zdržali. In še seveda naše kostce, ki so prišli odgnati zimo, čeprav je mogli odgnati, je pravzela, da je prevazljamo. Lijepo je pozdraviti, hvala za možete. Nekako je ta kosec simbol Dobovskega pašnika. Izrezali so ga v Mašinhausi, pofarbo ga je gospod Držič Rudi Ključaničasto. Beton je dal nam že šepec Jože, postavili smo ga pa sami. Tako da vsem se zahvaljujem za vaša dobra dela in veseli smo res, da je stojite in da nam bo krasil center Dobove. Zdaj me pa prosim samo Jožico, da prebere malo o zgodovini Dobovskega pašnika. Potem bomo pa če prosti gosti, da nam pregovorijo. Na glasno reči. Zgodovina Dobovskega pašnika. Zgodovina poslovanja v Dobovi in okoliških vaseh sega daleč nazaj. Po ustnem izročilu naših najstarejših krajanov sega pustnika Nerval čas njihovih prednikov. Za vsako vas so bili značilni različni ustni običaji in liki. Vsak lik je imel svoj pomen. Do danes se je najbolje ohranila maska kosca, ki izvira iz vasi Loče. Poslanstvo slednjega je tudi raziskano, zato je postal zaščitni znak prireditev in simbol Dobovskega pašnika. Maska kosec je tudi v postopku za vpis v register nesnovne kulturne dediščine, na kar smo zelo ponosni. V velikem obrežju so spet pred leti obudili staro masko v Brški Brutar, ki je izredno lepa in velika skupinska maska in se predstavlja na različnih karnevalih. Tudi vas Mihalovec je imela svoj pustni lik, ki so mu rekli Nagačenec in Kamela. Tudi zanje je bilo značilno to, da so nosili dolge šibe. Kosec je tako edinstvena etnološka maska,
ki je predstavljena na številnih karnevalih v Sloveniji, kakor tudi v tujini. Maska Kosec je oblečena v obleko iz domačega platna, hlače brgeše, široko srajco rubačo, za vratom ima rdečo ruto rubic, na glavi ima visoko pokrivalo trn, ki je okrašen z raznobarvnimi trakovi ponglici, na obrazu ima masko iz kartona larpus. Za pasom ima pripete kravje zvonce, v roki pa drži koso, s katero odganja zimo. Za kosci pridejo na vas orači, ki vlečejo kljub in simbolizirajo rodovitnost polja. Za orači hodi gospodinja Babca, ki seje žito in trne, ter v košari nosi malico. Ko se orači zberejo k malici, gospodinja odpre košaro, a iz nje skoči maček, ki jim je pojedel hrano. Nekoč so bili kosci le neporočeni fantje, danes pa so lahko možje, žene in otroci. V času pred pustom so se fantje zbrali, se dogovorili in začeli vaditi ples za pustno svatbo. Največkrat so se zbrali kar v kakšnem hlevu, kjer jih ni zeblo. Na pustni ponedeljek se je začelo oznanjevanje pusta, ki je potekalo po vsej vasi. Vsak je imel eno palico, s katero je tolkel po kanti. Včasih so se tudi vozili. Oznanjevanje je potekalo dolgo v noč. Zgodaj zjutraj na pustni torek so na vas najprej prišli kosci in za njimi orači. Nato so se preoblekli v pustno svatbo in plesali v vsaki hiši. Pobirali so tudi denar in krofe. Na pustno sredo je bilo žalovanje za pokojnim pustom. Nagačil se je pust iz slame in stare obleke. Na pustni četrtek pa se je organiziral pogreb, ki se je ponavadi končal s sežigom in branjem litanij. Po pogrebu se je šlo od hiše do hiše z vozom ter prosilo za domače pridelke, koruzo, krompir, rižol, jajca, mast, klobase in vino. Darila so se potem prodali in tako zaslužili nekaj denarja. Zamisel o organizirani pustni prireditvi sega v sredino 70-ih let prejšnjega stoletja, ko so se fantje iz Loč in Mihalovca združili in se poimenovali Kismin, karnevalski izvršni svet Mihalovca in Loč. Tako so prevzeli organizacijo pustovanja, ki je potekalo v obeh vaseh izmenično. Hoteli so ohraniti tradicionalne pustne like in običaje in preprečiti izumrtje kulturne dediščine v okoliških vaseh. Dodali so tudi karnevalske like in na satiričen način predstavili aktualne dogodke iz domačega kraja in širše okolice. S tem so privabili veliko število zabave željnih obiskovalcev in si privoščili družbeno kritiko vsaj enkrat na leto. Posrednji dogodek dobovskega fašnika je bil vsekakor fašinkov pogreb na pustni četrtek. Leta 1999 pa je pustovanje doživelo veliko spremembo, ko so prireditev raztegnili na 9-dnevno praznovanje, ki se je pričelo na Debeli petek z izidom težko pričakovanih pustnih novic in s prevzemom oblasti na občini Brežice. Organizacijo pustovanja je prevzela sekcija Fašjenk, ki je pod okriljem turističnega društva nadaljevala ohranjevanje kulture in etnografske tradicije. Po Debelem petku si sledijo razne zabave in tradicionalne prireditve, ki trajajo vse do soboto v pustu in se zaključijo z velikim mednarodnim karnevalom, letos že 20. Omenjene prireditve in veliko prizadevanja zagnanih organizatorjev je pripeljalo do tega, da se je dobovski fašink razvil do neslutenih dimenzij, saj sodi med največje karnevale v Sloveniji in potrjuje tudi sprejetje Dobove v veliko združenje evropskih karnevalskih mest FEC, Federation European Carnival Cities. 20-letni predsednik sekcije Ivan Kovačič pa upravlja podpredsedniško funkcijo slovenskega združenja. Temeljno vodilo članstva v FEC je izmenjava etnografskih in karnevalskih skupin v domovini in tujini na mednarodnih karnevalih. Ponosni smo tudi na sodelovanje s vsemi večjimi karnevali v Sloveniji in tudi v tujini. Naše skupine so se tako predstavljale na karnevalih v Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Črni Gori,
Franciji, Srbiji. Uspelo nam je zagotoviti izmenjavo skupin ter s tem obogatiti že tako bogato kulturno dediščino mask in jih predstaviti številnim obiskovalcem, ki z zanimanjem spremljajo naše prireditve. Hvala. Dobar dan, jaz sem, što bi rekli, Aleksandar Cicimov, član internacionalnog borda peka na poziciji international treasurer. Inače sam već 28 godina predsjednik Strumičkog karnevala, možda ste čuli, jednog od najvećih karnevala na Balkanu. Surađujemo sa Slovenijom već više od 20 godina i nažalost sa Dobovom nismo imali sreću, zato sam danas kad sam bio u Ptuju i evo danas u Ludbregu prihvatio da se vratimo ovdje opet u Sloveniju jer je to prilika da uspostavimo saradnju. Moj prijatelj, predsjednik Peka Slovenije. Tako, spoštovane dame in gospodje, v imenu Evropskega združenja karnevalskih mest za Slovenijo vas tudi jaz prisrčno pozdravljam in vas nekako vam želim vse dobro in vam čestitam za vsa ta leta dobrega organiziranja vašega dobovskega fašenka in obenem bi izrazil iskreno zahvalo in pa seveda vso pohvalo dragemu prijatelju Ivanu, ki se res izjemno trudi, da vsako leto organizira prekrasen karneval tukaj v Dobovi. Obljubljamo pa vam, da bomo skupaj seveda na osnovi te mednarodnega organizacije Evropskih karnevalskih mest se potrudili, da vas bo obiskalo tudi čim več mednarodnih skupin. Tako da želim vam prekrasen fašenk tukaj v Dobovi in imejte se skrajno lepo. Ivano pa še enkrat iskrene čestitke za vse. Hvala. Hvala lepa. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, spoštovana pustna županja, spoštovana visoka svita fašnika v Sloveniji in sosednjih republikah, dobrodošli v krajevni skupnosti Dobova na prelepem praznovanju ali pričetku praznovanja tega našega dobovskega fašnika. Kot ste že slišali, fašnik ima bogato tradicijo, fašnik nikoli ni bil pozabljen in verjetno tudi ne bo. Temu pa sigurno bo pripomoglo in je pripomoglo obeležje, ki je tu za nami, ki bo spominjalo vse mimoidoče, kaj se v Dobovi dogaja in kaj si v Dobovi želimo. In ne nazadnje, spoštovani tu prisotni, Dobova je turistični kraj. Vsaki dan imamo več obiskovalcev in nekako tudi to bo predstavilo naša krajevna skupnost, obenem pa tudi bo predstavilo delo fašnične sekcije, da bojo ljudje iz širom Evrope spoznali delo ljudi, ki jim ni kultura tuja. Ker ste vabljeni vsi v Brežice pred občino, da prisostvujemo ustoličenju naše županije. Izvoliš, Kristina. Pač prav prisrčno pozdravljeni vsi skupaj. Kot veste, sem po sklepu velesedenega senata Dobovskega fašenka dobila visoko funkcijo vodenja občine Brežice v času 9. do 17. februarja. Izjemna čast za vse ženske in pa velika obveznost zame, saj sem prva županja Dobovskega fašenka. Pač izredno ponosna sem, da se moje ideje uresničujejo že pred nastopom mandata. Tudi današnja prireditev in odkritje spomeninskega obeležja tradicionalne vinogradske maske kose pred Dobovo. Zavedati se moramo, da se obeležja postavljajo v spomin na čas, ki je bil, in opomin, da se te časi nikoli ne pozabijo. Verjamem, da dobovski fašenk ne bo nikoli izumrl in da je današnja postavitev kosa ena od najpomembnejših in najbolj kvalitetnih pridobitev za Dobovo.
Namreč vse ostalo, kar se je postavljalo v dobovi, od podvoza do cest, pločnikov, rondoja in pač tudi te plošče dobova, se je popravljalo ali pa ne služi svojemu namenu. Ampak važno je, da je bilo narejeno. Kdo je kaj naredil in zakaj, ne ve nihče. In tudi nas tukaj zbrane to nič ne zanima. Saj delo ni tako važno, ampak pomemben je na koncu rezultat.